Predsednik Trump je imel enega svojih bednih govorov, tokrat na Mount Rushmorju v čast 250. rojstnemu dnevu Amerike. Za naše namene prisluhnimo le kratkemu odlomku iz njega. Ustvarili smo najmočnejšo in najmočnejšo vojsko. Zmagali smo v 2 svetovnih vojnah, v hladni vojni pustili ameriške sovražnike v globinah zgodovine. Venezuelo smo premagali v enem dnevu in Iran smo pošteno sesuli. Komaj čakajo, da se dogovorijo. Tako zelo si želijo dogovora. Dali smo jim teden dni dopusta zaradi pogreba, ker smo prijazni. Predsednik Trump pravi, da smo jim dali teden dni dopusta. Najprej moramo omeniti, da gre za pogreb Alija Hameneja, vrhovnega voditelja, ki je bil ubit v izraelskem letalskem napadu 28. februarja. Da, Mark, povej nam malo več o tem pogrebu in tednu dni dopusta. Torej je teden dni dopusta očitno nekaj, za kar so se Američani odločili, da bodo prijazni do iranskega vodstva. Iz kakršnega koli razloga so to želeli. Ampak prepričan sem, da ko so rekli, da dobite teden dni premora in vas ne bomo napadli, je to temeljilo na predpostavki, da Iranci ne bodo naredili tega, kar so naredili pred 2 tednoma in spet začeli streljati na ladje v ožini. Z drugimi besedami, tudi Iranci so zainteresirani, da je mirno in ne izvajajo nobenih provokacij. In razlog, da ne izvajajo provokacij, razlog, da želijo, da je mirno, je, ker uporabljajo pogreb pokojnega vrhovnega voditelja kot propagandni spektakel. Želijo povedati svetu, želijo povedati vsem, kako žalosten je iranski narod, da vsi jokajo, da so vsi vznemirjeni zaradi smrti nekdanjega vrhovnega voditelja, ajatole Alija Hameneja. In to je očitno laž. Vemo, kaj se je zgodilo v Iranu januarja. Videli smo ljudi tam, ki so protestirali proti temu brutalnemu, avtoritarnemu, klerikalnemu, ekstremističnemu, koruptivnemu režimu. Vemo, da so ljudje tam naveličani te ajatolske islamske republike. In vendar režim svojo sposobnostjo prisile ter avtoritarnim in brutalnim vladanjem pošilja slike vseh teh ljudi, ki jokajo in so razburjeni. Jasno mi je, da je to orkestrirano. Žalovanje, da je to orkestrirano. Želijo pokazati ne le, da so preživeli napad Združenih držav Amerike in Izraela, ampak da ljudje stojijo za ljubljenim režimom, nekdanjim voditeljem in novim voditeljem, ki ga seveda nihče še ni videl. Tako da ironično se zdi, da ta propaganda deluje, ker je tudi Trump rekel, hej, mislil sem, da Iranci sovražijo svoj režim, to slišim. In poglejte, vse te ljudi, ki prihajajo žalovati zaradi smrti vrhovnega voditelja. Najprej, torej, Iran ima 93 milijonov prebivalcev. Kdo se je sploh pojavil? No, ne vemo, ampak mnogi. Mnogi so družine režima prav tako uvoženi. Uvoženi džihadisti iz Iraka in drugih krajev. Da ne omenjam vseh gostov iz 70 držav. In ko smo že pri tej temi, preden pridemo do tega, kateri gostje so bili. Veš, res je ogabno, ko gledaš to. To je pogreb, žalujejo za Hamenejem. Ampak v resnici kričijo smrt Trumpu, ubijte Trumpa, ubijte Trumpa, smrt Ameriki, smrt Izraelu. Med vikendom 4. julija. Prav, smrt Ameriki. In medtem 2 glavna pogajalca, rečemo v narekovajih pogajalca, ki sta hodila v Katar na srečanja s predstavniki, gresta. In Pakistan posreduje pri vsem tem. Imamo 2 pogajalca iz Irana. To sta Areguči in Halibaf. Poglejte ju, kako jokata ob krsti. Najprej, to je tako lažen jok. Mislim, da ta človek potrebuje igralske lekcije. Ampak veste, najbolj smešno je, da se mu celoten internet posmehuje zaradi tega pretiranega izkazovanja žalosti. Tako obstaja dolga tradicija v avtoritarnih režimih, kjer ljudje jokajo za tistimi, ki so umrli. In to počnejo iz političnih razlogov, ter igrajo vloge. Najprej mislim, da ne moreš 100% izključiti možnosti, da je bil dejansko varovanec vrhovnega voditelja, zdaj že pokojnega,
in da je zato resnično žalosten. Ni nemogoče, vendar je po mojem mnenju bolj verjetno, da je to podobno kot, veste, ko je umrl Lenin. In Stalin je hotel pokazati, kako prizadet je bil in kako zvest je bil Leninu. Čeprav vemo, da je bilo v zadnjih nekaj mesecih Leninove vladavine veliko napetosti med Leninom in Stalinom, ampak ne ljudje. Kamere morajo videti Stalina, zvestega bolševika, ki joče, ker je Lenin umrl. Ko je Stalin umrl leta 1953 isto, vsi ti voditelji Sovjetske zveze so žokali in žalovali. In seveda, vsi so bili zelo veseli, da je Stalin umrl. Na Kitajskem, ko je Mao Zedong umrl, so bili tam vsi ti ljudje, ki jih je Mao preganjal, jokali in bili žalostni. In na koncu so bili dejansko navdušeni, da je stari končno odšel. Torej, to, kar zdaj vidite, je nekakšen pogreb v Iranu. In vsak, ki verjame tem slikam, ki ne razume, da je to režirano, da je to politično gledališče za dosego političnih ciljev, za uresničitev političnih namenov režima, če tega ne razumete, če te slike jemljete za čisto resnico, potem bi si morali dati pregledati glavo. In mimogrede, veste, mnogi izmed tistih ljudi na ulicah, ki so bili na pogrebu, so se tudi bali, da ne bi prišli. Ne pozabimo, da resnično verjamejo, da je predsednik Trump, ki je rekel, da pomoč prihaja in res je prišla, vojna se je začela in tako naprej, zdaj pa se je ustavila. In to so ljudje, ki jih zelo skrbi za lastno dobrobit. In to upravičeno. Ker čeprav Trump pravi, da je Iran, veste, Islamska republika, popolnoma poražena, to ni res. Saj še vedno obstajajo. In pravi, da komaj čakajo, da sklenejo dogovor. Če bi bilo to res, če bi si res tako zelo želeli skleniti dogovor, razen tistega, ki jim prinaša zmago, bi morali mahati z belo zastavo in popustiti vsem zahtevam, ne pa se pogajati z Združenimi državami. In seveda so Združene države rekle, da so jih premagale, da so zmagale v vseh teh vojnah. On jih našteje. In to ni čas za pogajanje z nekim majhnim, avtokratskim, teokratskim, zlobnim režimom. Če si jih premagal vojaško, kar jih je, ampak vojaško ni dovolj. Zato ocenjujem, da je veliko teh ljudi, ki so šli na ulice, to počelo na premišljen način. Ker če ta režim ostane na oblasti, morajo pokazati svojo zvestobo, sicer so mrtvi. Zato moramo biti resnično sočutni do iranskega ljudstva. Enkrat sem šel na mednarodno konferenco in tam je bila iranska delegacija. In bil je tam en tip, če uporabim to besedo, bil je njihov komisar. Poskrbel je, da so vsi ostali poslušni in govorili prave stvari. Kot da je bil njihov človek, ki je bil tam z bičem in je pazil, da bi sledile posledice, če ne bi sledili partijski liniji. Recimo, da si učitelj v iranski šoli, ja, in ti režim ni všeč. Ampak ravnatelj ali komisar šole, če ne greš na demonstracije oziroma oprosti na pogreb in ne jokaš, si zabeležijo tvoje ime. Morda jutri ne boš imel službe, ali še huje, lahko pristaneš v zaporu. Z drugimi besedami, če imaš delovno mesto, če imaš stavbo, veš, tam je, kot so imeli v Sovjetski zvezi, je hišni odbor in nekdo, ki je odgovoren za ta odbor. In če eden od stanovalcev ostane doma in ne gre, prav je treba za to plačati ceno. In tako, ko vidiš ljudi na ulici in kot si pravilno rekel, več kot 90 milijonov ljudi v Iranu. Tako da dobiti nekaj 100 tisoč ljudi v Teheranu na pogrebu ni problem, ne? In kamere bodo usmerjene samo v množico. Ne bodo se osredotočile na ljudi, ki jih ni tam, ker gre za režim, ki nadzoruje vse vizualne podobe, ki prihajajo iz Irana, saj internet še ni odprt. In koliko mesecev smo oddaljeni od začetka te vojne? Vse, kar želim povedati, je, da moramo biti zelo, zelo previdni glede teh slik množičnega žalovanja, ki prihajajo iz Irana. So lažne. Proizvaja jih režim za politične namene. Popolnoma se strinjam s tabo glede tega, ampak zdaj se za trenutek pogovoriva o tem, veš, tam so bile delegacije iz 70 držav, ki so se očitno udeležile pogreba. To je pogreb, ki traja že nekaj dni. Nadaljeval se bo. Potekal je iz Teherana v Kom, nato pa bo šel v Iraku. To je eden tistih pogrebov, ki trajajo več dni. Zato je rekel, da jim dajemo teden dni, ker toliko časa traja.
Preden pridemo do tega, bi rada povedala, da zagotovo ni naključje, da je režim izbral vikend okoli 4. julija za ta pogreb. V redu, saj je vendarle mrtev že od 28. februarja. Ni se moralo zgoditi ta vikend, kaj ne? To je sporočilo za Združene države Amerike. Ne pozabimo, sporočilo je, da so oni. Kar pomeni, da Združene države praznujejo, so ognjemeti in Trump se hvali s svojimi dosežki. In mi imamo ogromna praznovanja, medtem ko oni žalujejo, vendar je to predstavljeno kot velik festival žalovanja. In to počnemo hkrati, medtem ko kričimo: "Ubijte Trumpa!" Zdaj pa se pogovorimo o mednarodni strani, prav? In Iranci to izkoriščajo. Oprostite, izkoristijo vse te mednarodne delegacije. Rekli ste, da je bilo 70 delegacij. Preveril sem sezname, kdo je tam in kdo ni. In resnica je, da Iranci lovijo zaostanek. Imajo, oprostite, Režim, ne Iranci. oni igrajo. Imajo velik problem. Če pogledam, kdo je tam in kdo ni, ni niti ene osebe iz Evrope. In veste, v Evropi je nekaj zahtevnih akterjev. Niti ene osebe iz Evrope. Iz Afrike. Turčija, bi Turčijo šteli za Evropo? No, Turčija, NATO. Ne vem, prav, ne, ni Evropa. Ni Evropa. Prav. Ampak v redu. Afrika. Vidim nekoga iz Alžirije in mislim, da je to in Alžirija seveda grozen avtoritarni režim. Ampak iz Afrike, iz podsaharske Afrike sem celo pogledal, če je kdo iz Južne Afrike, ki kot veste ni prijatelj Izraela. Nisem videl nikogar. Z drugimi besedami, Evropa, Afrika, pogledal sem Latinsko Ameriko. Pogledal sem Kubo. Predvidevam, da mora biti tam kubanska delegacija ali venezuelska delegacija. Ne in ne. Pogledal sem proti Aziji. O čem potem govorijo Iranci? Iranci govorijo o tem, da so dobili predsednika Pakistana. In pravim, da moramo o tem govoriti. In o tem bomo govorili čez trenutek. Iz Rusije Putin ne gre. Zunanji minister ne gre. Pošljejo nekdanjega predsednika, ki nima nobene moči. To je skoraj najmanj, kar je mogoče, so rekli Rusi. Kitajci niso poslali enakovrednega, torej predsednika ali celo nekdanjega predsednika, premijeja ali predsednika vlade, kakorkoli ga želite imenovati. Niso poslali zunanjega ministra. Poslali so namestnika zunanjega ministra. Z drugimi besedami, naredili so to le zaradi formalnosti. Imamo diplomatske odnose, vendar sta tako Rusija kot Kitajska storili skoraj najmanj, kar je bilo potrebno za ohranjanje dobrih odnosov. V redu. Zdaj pa je bila med zanimivimi delegacijami tudi Savdska Arabija. Zakaj je to zanimivo? Zato, ker je bila Savdska Arabija tarča tega režima. Nanjo so bili izstreljeni droni in rakete in ni bila prav nič zadovoljna. Mimogrede, strokovnjak za Iran je ta konec tedna opozoril, da so delegacije, s katerimi imajo revolucionarna garda težave, kot je Savdska Arabija, vsaka od teh delegacij je prejela je vers iz Korana, ki je bil pomemben, ki je bil namig zanje in za Savdsko Arabijo. Nekaj v smislu izdaje ali veste, izigravanja svojih prijateljev. Vsaka delegacija, ki je prišla iz države, s katero je bil Iran v sporu ali vojni, obtožuje, da so preveč prijazni do Izraela ali da preveč podpirajo Združene države, je prejela vers iz Korana, ki jim je bil namenjen kot učitek. Zdaj pa bi rada pohvalila Združene arabske emirate, ki niso poslali delegacije na pogreb. In prav tako, kar je zanimivo, pravkar smo bili obveščeni o tem, potrjeno je. Izrael je Združenim arabskim emiratom dal raketni obrambni sistem Iron Dome, da bi jim pomagal preprečiti napade z iranskimi raketami in droni. Torej, še zadnja beseda. Po mojem mnenju je bila najbolj grozljiva delegacija, ker večina njih pravzaprav ni bila presenečenje. Vem, da si rekla, da so drugega ranga. Ni ravno, ni Putin. Ni to, ampak v redu, je simbolično. Najbolj grozljiv je bil Libanon.
Izrael in Libanon sta pravkar podpisala pomemben dogovor v Washingtonu, ki ga je posredoval državni sekretar Marco Rubio. In to je bil res razlog za praznovanje za vse. Ker je ta dogovor določal, da se Izrael in Libanon borita proti Hezbolahu, iranski posredniški skupini, in Izrael to počne. Izrael se bo umaknil iz določenih območij Hezbolaha, da bo libanonska vojska lahko očistila Hezbolah iz njih. Nihče ne zahteva, da Izrael zapusti južni Libanon, dokler njihovo delo ni opravljeno. In glavna naloga, glavni cilj tega dogovora je bil, da Iran ne more prevzeti Libanona, libanonske suverenosti. In kdo naj bi šel na pogreb, če ne libanonski obrambni minister? No, to je grozljivo. In upravičeno. Obstajajo poročila, da so člani ameriškega kongresa, ki nad tem niso prav nič zadovoljni. Torej najprej bi rekel, da je dobra novica ta, da nihče ni šel iz Sirije. Sirija je bila nekoč najmočnejša in najzvestejša zaveznica Irana v arabskem svetu. Iran seveda ni arabska država. Je muslimanska država, vendar ni arabska država. Sirija pod Asadom je bila generacijo ali več najbližja prijateljica in zaveznica Irana v arabskem svetu. Danes pa je odnos grozen. Novi režim v Siriji sovraži Iran, sovražijo Hezbolah. In to je znak časa. Nihče iz Sirije ni šel. Kar se tiče Libanona, mi ni bilo všeč, da so poslali obrambnega ministra. Ampak želim povedati nekaj stvari, zaradi katerih bi vas morda moralo malo manj skrbeti. Prva stvar. Človek, ki dejansko vodi libanonsko vojsko, je predsednik, ki je nekdanji načelnik generalštaba vojske. In ni dvoma, da on nadzoruje vojsko. In naloga obrambnega ministra v trenutni vladi je recimo, da je on tisti, ki prenaša sporočila predsednika. Drugič, ali mogoče, in tega ne vem, ampak rad bi verjel, da je res, da je šel tja na stranske sestanke z Iranci in jim rekel, da mora biti Hezbolah razorožen. Tega ne bomo več dopuščali. Zdaj lahko to naredimo postopoma, lahko to naredimo v fazah, lahko to naredimo korak za korakom. Ampak ne boste več imeli oborožene proksi skupine, oborožene neodvisne skupine na suverenem libanonskem ozemlju. Zdaj bi rad, veste, potrebujete le en stranski sestanek in sporočilo je jasno posredovano, kaj ne? Z drugimi besedami, zakaj obrambni minister? On je tisti, ki je odgovoren za, veste, Načrtovanje. in ali je mogoče prav, da je rekel v redu, nočemo več iranskih revolucionarnih gardistov v naši državi. Kdo ve? Veste, prišel sem, da izkažem spoštovanje vašemu nekdanjemu vrhovnemu voditelju. Ampak to je sporočilo libanonske vlade. Je to mogoče? Seveda je to mogoče. Nimam načina, da bi vedela. Dvomila bi. Dvomila bi, da je čas za stranske sestanke med vsem tem vrvežem in nenehnimi, veste, sovražim jih imenovati praznovanja, ker je to pogreb, ampak so sprevodi, parade in vse mogoče stvari. Veste, V diplomaciji obstaja pojem, ki se imenuje delovni pogreb, delovni pogreb. kjer vsi sodelujejo. Kaj ne? In imeli so, naj vam dam primer. Ko je Johnson zamenjal Kennedyja, veste, so bile okoliščine zelo drugačne. Da. Leta 1963 so prišli vsi ti mednarodni voditelji, De Gaulle, Britanci in tako naprej. In vsi so imeli srečanja z novim predsednikom. Prav, ni isto. Tudi če so kratka, jih uporabiš za pošiljanje kratkega sporočila. Ne, prav, ampak to sploh ni isto. In razlog, da to sploh ni isto, je, da ne govorimo o hudih sovražnih državah sredi vojne. Tako da, veš, to je ena stvar. In tudi, čeprav so bili v Združenih državah Amerike najbolj razkošni pogrebi, recimo za Johna F. Kennedyja in tako naprej, za predsednika, ki je bil umorjen, kar je res velika, velika stvar. Ni bilo takega neskončnega obeleževanja tega. In ja, prepričana sem, da so voditelji šli tja. In ja, imeli so stranske sestanke. To je drugače. Možno je, da se je to zgodilo. Ampak, glede na režim v Teheranu, verjetno jih to sploh ne zanima, ker s tem sporočajo: zmagali smo v tej vojni. Predsednik Trump temu pravijo maščevalni dogodek. To je maščevalni pogreb. Pravijo, ubijte Trumpa, seveda, ubijte Netanjahuja. Ampak še bolj zanimivo je, da so napisi ubijte Trumpa in smrt Ameriki ter smrt Izraelu so vedno bili geslo tega režima. Ampak zdaj je zanimivo,
Medtem ko Trump pravi, da komaj čakajo na dogovor, vemo, da je to smešno. Komaj čakajo, da pokažejo, da so zmagali v vojni proti največji svetovni velesili. Komaj čakajo, da še naprej bogatijo uran. In ali lahko to povem? Pred nekaj dnevi je glavni tiskovni predstavnik iranskega režima podal izjavo, v kateri je dejal: ZDA morajo vedeti, da nismo zapravili niti minute teh premirij, niti ene. Obnavljamo se. Nadaljevali bomo z gradnjo našega orožja in naših jedrskih bomb. In satelitski posnetki kažejo, da obstaja jedrski objekt. Ne 3 objekti, ki jih bombardirajo ZDA ali Izrael in Združene države, ampak predvsem bombniki B2 za uničevanje bunkerjev. To se je zgodilo. Ki so jih Združene države napadle na teh lokacijah. Ampak še na eni drugi lokaciji, na kateri še delajo. Torej, veste, in oni to pravijo. In spet, ko rečejo, da te želijo ubiti, jim verjemite, mislijo resno. To povedo. In ko rečejo, da so zmagali, imajo na nek način prav. Še ne, ni še konec. Toda kar je pri tem prav, je to, da jih obravnavajo kot režim, ki je enakovreden Washingtonu. In to je škandalozno. Zato ni čudno, da razglašajo zmago. Želel sem govoriti o 2 vprašanjih. Prvega smo, mislim, na kratko omenili, ampak ga želim omeniti. Podrobneje, dejstvo, da novega vrhovnega voditelja ni bilo tam. V redu. In to je človek, ki je postal v prvem tednu marca novi vrhovni voditelj. Nihče ga ni videl, nihče ni slišal njegovega glasu. In nihče ne ve, kako izgleda. In nihče ne ve, kako hudo je bil poškodovan, če sploh je bil. In to je znak šibkosti, da, kaj že, 4 mesece po... Morda je mrtev. Morda. Kdo ve? Nihče ne ve, kdo je in kaj se dogaja. In v ozadju pa se odpira pomembno vprašanje. Kaj je avtoritarni režim brez avtokrata, kaj ne? In kdo vodi vse skupaj, če ni on? Mislim, da vsi domnevajo, da so to revolucionarna garda. Ampak to je znak šibkosti režima. In, ne veste, in prišli so z vsemi temi izgovori. Bali so se, da ga bo Izrael odstranil. Nesmisel. Ni ga tam, ker je nekaj zelo, zelo narobe. Mimogrede, tam so bili tudi drugi Hamenejevi sinovi. Pravilno. Tudi to je že sumljivo, glede te zgodbe o izraelskem napadu. Ampak poglejte, lahko da je mrtev. Na izraelski televiziji je iranski strokovnjak, ki je dejal, da ni dvoma, da je mrtev. Saj bi lahko celo posnel sporočilo. Lahko bi poslal posneto sporočilo. Saj veste, včasih smo gledali Nasrala, vodja Hizbolaha Nasrala je dajal posnete video izjave, ker ni želel biti ujet v svojem bunkerju ali kjerkoli že. To je zelo običajno, da to naredijo. On tega ni storil. Torej vprašanje je, ali je mrtev, je tako ranjen, je v komi, je tako iznakažen ali ranjen, da tega ni mogel narediti. Imaš prav, to je znak šibkosti. Ampak vidiš, na nek način to sploh ni pomembno, ker se dogaja to, da revolucionarna garda pravi, ves čas pravijo, ne? Mučtaba pravi, da tega ne smemo narediti. Mučtaba pravi, da tega ne smemo narediti. Zdaj pa, ali kdo res verjame v to? Ne vemo. In tudi krožile so šale o tem, kako je, ker je internet otežen in je težko prenašati sporočila z enega kraja na drugega, je bilo kot kaj, ti je to povedal po poštnem golobu? Mislim, glede tega imaš prav. Ampak spet, dojemanje na Bližnjem vzhodu je tako pomembno. In kar je pomembno je, da so iranski ljudje, če so v tem trenutku tisti, ki so res verjeli, da jim bo Donald Trump pomagal, jim olajšal zrušitev režima, zdaj razočarani nad njim. Prej so ga hvalili, navijali so zanj. Zdaj so zaskrbljeni. Bojijo se, da bo zdaj režim ostal, ne glede na to, ali je zraven mučtabah, ali koliko jih je, ali ne. V velikih težavah so, če ne zrušijo režima. In še nekaj. Ena od stvari, ki jih je to domnevno memorandum o soglasju z Iranom že naredilo, je ta, da so določena sredstva že odmrznjena. Temu režimu dajete denar. To je najslabša možna stvar, ki se lahko zgodi iranskemu ljudstvu. Verjemite mi, na policah v supermarketih nimajo hrane. Ne morejo uporabljati svojih bankomatov.
Tam je prava katastrofa, vendar ne za režim. Ves denar, ki pride tja, ne bo šel ljudem, seveda, Mark. Šel bo zlobnim voditeljem in jim zagotavljal lagodno življenje, in to je dovolj, da komaj preživijo. Lahko, nočem se prepirati s tabo, ampak se bom prepiral s tabo. V redu, kar povej. Mislim, imaš prav v vsem, kar praviš, da bo režim očitno po teh dogovorih v okviru memoranduma o soglasju dobil določeno količino denarja. Čeprav so Trump, Vance in Rubio rekli, da morajo najprej nekaj narediti, preden dobijo denar. In ne dobijo denarja za podpis, dobijo denar za izvajanje, za napredek pri pozitivnih korakih, ne za obljube. Dejansko morajo najprej nekaj narediti. Ampak rad bi povedal naslednje. Vemo, da je bila iranska ekonomija v razsulu. Že mesece preden je izbruhnila vojna. Pravzaprav. Zato so bile januarja demonstracije, kaj ne? Iransko gospodarstvo je bilo v groznem stanju. Ne morem uporabiti dovolj pridevnikov, da bi opisal, kako slabo je bilo za iransko gospodarstvo. Potem pa dodate še mesec in pol izraelsko-ameriških napadov na iranske cilje in infrastrukturo ter povzročeno uničenje. V redu. In tako morate vzeti to grozno, trikrat grozno gospodarsko situacijo in jo morate pomnožiti z vsemi napadi na Iran, ki ste jih izvedli Združene države in Izrael. To pomeni, če so bili prej na -20, so zdaj na -40. Zato se ne navdušujem preveč, morda se motim, glede tega, da jim damo malo denarja, ker je njihova letvica tako nizko, da ne mislim, da bi to kaj bistveno spremenilo. Zdaj lahko prodajajo nafto, ne? To je bila velika stvar, ki so jim jo Američani dovolili. Lahko izvažajo svoje ladje, če dovolijo tudi drugim, da izvažajo svoje ladje, ne? Torej pravim, v redu, ali je to res nekaj prelomnega? Tako nizko so padli. Ali bo to res okrepilo režim? Zdaj očitno ga nekoliko okrepi, ampak ali je to res nekaj prelomnega? In imam vprašanje, Mark. Druga stvar, o kateri želim govoriti, je, da sem vam povedal, da sem mislil, da so Rusi in Kitajci to naredili le zaradi formalnosti, kaj ne? Poslali so nižje uradnike, ker imajo diplomatske odnose. Imajo te neformalne ali formalne zavezništva z Iranci in pošiljajo svoje ljudi. Kdo ni igral te igre? Kdo je naredil več od pričakovanega? So bili tvoji prijatelji Ruti Pakistanci? In rad bi povedal kakšno besedo o Pakistancih in slišal vaše mnenje. Pakistanci imajo dobre odnose z Združenimi državami Amerike, ki segajo vse do hladne vojne. Pravzaprav, če govorimo o Bagdadskem paktu ali tistem, kar so včasih imenovali CENTO, ker so bili vsi ti protisovjetski bloki, so bili to Pakistanci, šah Irana in monarhija v Iraku. To je bila ideja. Vse te države imajo, veste, mejo blizu Sovjetske zveze. Bile so severni del tega dela sveta, Bližnjega vzhoda, Srednje Azije. In ideja je bila, da bi obstajala ta prozahodna zveza in Pakistanci so bili vedno zraven. In Pakistanci so vedno imeli dober odnos z Združenimi državami, ker so bili močno protikomunistični in proti Sovjetom, ter so se bali sovjetskega vpliva. Odnosi so bili zelo formalni in pravzaprav je bila demokratična Indija v času hladne vojne na strani Rusov. Ali pa so vodili gibanje neuvrščenih, kar je pomenilo, da ne želijo biti del Zahoda. So nekaj drugega, kaj ne? Odvisno od tega, kako prizanesljivi želite biti do neuvrščenosti. Tako je imel Pakistan več kot eno generacijo poseben odnos z Ameriko. Ampak moram vam povedati, da glede Izraela Pakistan nikoli ni bil konstruktiven akter. Glede Izraela so bili vedno popolnoma negativni. Veste, na pakistanskih potnih listih še danes piše, da so veljavni za vse države, razen za Izrael. In samo za Izrael. In nikoli niso imeli odnosov z Izraelom. Egipt je sklenil mir z Izraelom. Mislite, da bi potem lahko to storil Pakistan? Ne. Jordanija sklene mir z Izraelom. Mislite, da bi potem Pakistan to lahko storil? Niso arabska država, nimajo spora z Izraelom. Ne. Po Abrahamovih sporazumih nič. In postavili so se v vlogo mediatorjev, kaj ne? Torej posredujejo med Ameriko in Iranom. Ničesar nimajo z Izraelom, ker nočejo imeti ničesar z Izraelom. In je to zato, ker je režim zgrajen na tej islamski identiteti, ki je sovražna do Izraela.
Je to zato, ker se bojijo svojih lokalnih talibanov, svojih lokalnih skrajnežev, da bodo povzročili težave, če bodo rekli kaj lepega v Izraelu? Ni pomembno, kakšen je razlog, kakšna je logika. Dejstvo je, da je to država, ki je v osnovi sovražna do Izraela. Je celo sovražnik Izraela. In morali bi biti zelo, zelo zaskrbljeni, da igrajo to vlogo mediatorja, ker nimajo vsaj naših interesov ali interesov Izraela v mislih, veste, so sovražni do judovske države. In tega ne moreš olepšati. Izjemno so sovražni do judovske države. In zdaj govorimo o Katarju. Ko govorimo o mediatorjih, je Katar osrednje prizorišče. Doha je kraj, kjer poteka veliko teh srečanj in tako dalje. Katar je popoln sovražnik Zahoda. Katar je predsedniku Trumpu podaril to veliko letalo kot darilo. Katar je infiltriral univerze po celotnih Združenih državah Amerike. Katar kupuje vpliv povsod. Kot nekdo pravi, veste, to je bankomat, to je bencinska črpalka z bankomatom in svoj vpliv uporablja povsod. In mislim, da je velika napaka Združenih držav, da ji karkoli zaupajo, ker je res odgovorna za indoktrinacijo ameriških študentov že nekaj desetletij. To je povzročilo, zdaj vidimo sadove tega dela, saj komunisti zmagujejo na demokratičnih predizborih. Vidimo, da mladi verjamejo v najslabše mogoče ideje. Mimogrede, tudi predsednik Trump je govoril o tem. V svojem govoru je govoril o marksizmu in tako naprej. Poanta je, da je Katar to naredil. Katar je za to porabil ogromno denarja, kupoval vpliv na univerzah, pa ne samo podjetja in tako naprej. To je torej mehka moč, ki je zelo, zelo razširjena in vsiljiva. In da bi Katar in Pakistan skupaj morali biti ti dve državi, ki posredujeta v vojni, ki jo morajo ZDA dobiti. Ne morejo se zadovoljiti z majhnim dogovorom. Majhnim dogovorom, ki je v redu. Mimogrede, še ena stvar. Hormuška ožina. Zavedate se, da je ta zadeva, no, oni morajo dokazati, morajo pustiti nekaj ladij skozi, potem pa to in potem režim reče v redu in po 60 dneh bomo videli. Bomo videli, ali vas bomo spustili. Gre za to. Oni držijo hormuško ožino za tavca. In Združene države to dovoljujejo s takšno retoriko. V redu, naj jih, če pustijo ladje skozi, bomo do njih prijazni. Ne. Ne, to so mednarodne vode. In Iran zdaj ve, režim ve, da lahko vzame ožino za tavca. In to je sporočilo tudi drugim ožinam, drugim vodnim potem. To je zelo, zelo slabo. In to povem kot nekdo, ki je dolga leta hvalil predsednika Trumpa za številne stvari, ki jih je naredil, ne le za Izrael, ampak tudi za svet in za Združene države. Pri tej stvari mislim, da igra svoje karte narobe. Ne mislim, da je to iz zle volje. Mislim, da se moti, tako kot so se v preteklosti motili številni ameriški voditelji. Zmanjkuje nam časa, ampak želim odgovoriti glede Katarja. In se popolnoma strinjam s tabo, so zelo, zelo zlonamerni igralci. Da denar, ki so ga razdelili za vse mogoče stvari, je spodbujal vse mogoče stvari, ne samo v Ameriki, ampak tudi v državah po Zahodu. Želim ti nekaj povedati. Pred nekaj meseci so Združeni arabski emirati sprejeli odločitev, da svojim študentom ne bodo več dovolili študirati v Veliki Britaniji, ker pravijo, da so britanske univerze kraji, kjer novačijo za muslimansko bratovščino. In to je katarski denar, kaj ne? Torej niso samo Izraelci tisti, ki jih skrbi katarski denar. Prav. Ampak povedal bi vam, da se strinjam s tem, kar ste rekli, vendar nočem, da bi to po nesreči pretiravali. Kar pomeni, da je ves ta mamdani antiizraelizem, ti skrajni levičari, ki zmagujejo na demokratskih predizborih, vse to zaradi katarskega denarja. Zatem je še veliko drugih razlogov. Ni samo katarski denar, kaj ne? Prav tako ne mislim, da bi jih vi ali predsednik Trump morali imenovati komunisti. Lahko jih imenujete marksisti, lahko jih imenujete levičarji. Ampak so komunisti. V redu, tukaj se ne strinjam z vami. Rad bi povedal še nekaj o Katarju in s tem bi morali zaključiti. Ampak omenili ste veliko slabih stvari, ki jih počne Katar. Niste pa omenili Al Jazeere. Prav, ki je popolnoma 100% katarsko propagandno omrežje, kaj ne? In lahko gledamo
Saj jaz razumem angleščino, kar je že dovolj slabo, toda arabski program je širil grozno antisemitizem, grozno protiamerikanstvo in protizahodnjaštvo ter spodbujal terorizem. To je bila izbrana postaja Talibanu in Al-Kaide, kaj ne? In še vedno tam širi svoje zlobne vsebine. In to bom zaključil z zgodbo za naše gledalce. V prvih tednih vojne, od 28. februarja, so iz Irana na Katar letele rakete. Katar pa je poročal, da napadajo civilne cilje in vse to. In potem je bil sklenjen dogovor, očitno, nisem bil v sobi, ampak poročali so, da bodo Katarci poskrbeli, da Al Jazeera ne bo preveč kritizirala iranskega režima in da na Katar ne bo več raket. In uganite kaj? Vemo zagotovo, da na Katar ni bilo več raket in da je Al Jazeera prenehala kritizirati Iran. To je tisto, čemur pravite svobodni mediji. Absolutno. No, poglejte, čas je minil, je kar poletel, tako da nimamo časa govoriti o izraelskih volitvah. In to bomo prihranili za našo naslednjo oddajo, ki bo šele čez več kot teden dni. Veselim se, da se takrat vidiva, Ruti. Tudi jaz, Mark.